Jaz sem pa pred Evropskim prvenstvom napovedal moj cilj, kar je bil moj cilj, je bo finale na 100 in medalja, v bistvu, da sem boril za medaljo na 50. In oboje se mi uresničilo, in da sem zelo vesel. Na 100 bi rekel, da še nisem dosegel tistega nečesa, kar sem pričakoval. Čeprav je bilo finale, bi rad videl, kako sem sposoben plavati v finalu. S polfinalnim nastopom sem v bistvu mi povedal veliko, ker sem bil se vrstil prvi finale skoraj z lahkoto. Teda je še kar rezerve v tem. Na 50 sem si zelo želel medalje, zato je bil tudi pritisk malo večji in sem vesel, da sem ta pritisk dobro prenesel. In verjetno so mi izkušnje iz prejšnjih tekmovanj, iz prejšnjih final na 50 pomagale, ker radi sem vedno v finalu malo strašil, preveč na silu plaval in ta želja po medalje pa vedno prevelika in zdaj sem to odmislil. Izgleda, da sem se naučil. Čeprav sem že stala na tem odru prej, na najvišji stopnički, je bilo to, ta štafetni uspeh res nekaj posebnega. Mislim, da smo tako kar žarele tam, pa tako smo se smejale, pa briskale, pa kakorkoli, zato ker, ne vem, to skupno nekaj dosežeš in zato ima to en tak poseben čar in sem zelo vesela, da nam je to uspelo, zato ker recimo v prihodnje bojo pa mlajše generacije pač tako vedle, ja, sej medalja v štafeti tudi dosegljiva. Najprej smo bili četrti, ampak smo bili tako zadovoljni, ker smo zelo dober rezultat odplavali, tako da potem smo videli, da smo prišli na 3 mesti, bilo smeli tako večje. Jaz sem bila zdaj na prvem članskem evropskem prvenstvu v dolgih bazenih, pa sem bila res ful vesela z štafeto, sploh s popoldanskim rezultatom pa uvrstitvijo. Nisem si sploh predstavljala, da je to možnost, ko sem pa še v ponedeljek pa torek, sem pa še doma, pa ko sem po televiziji gledala, ki hodijo na podelitve, tam mi je bilo ful tak, da tam hodijo res najboljši, pa smo bile dejansko mi tam in je bilo res fenomenalno občutek in bolj zadovoljna ne bi mogla priti s tega prvenstva.